kaj pa zdaj naredim, ko grem na sprehod. Pohorje sta pljuča Slovenije. In sem še si odločila, če grem tukaj na sprehod kar bolj pogosto, moram vzeti neko vrečko. Ker občasno, prej nisem tega opazila, ampak občasno vidim neke smeti, neke vrečke. To pa nisem pripravljena zdaj bila z vrečkami, ampak nekaj sem našla. Sem našla par takih pločevink in sem razumela, da v rokah ne morem to odnesti, ampak pustiti to tak v gozdu nisem mogla. Zato pa sem tak malo se obrnila in vidim čisto kot, kako se reče v angleščini, miracle, torej neka čudež. Sem našla to vrečku, a lahko si predstavite. Takrat, ko sem potrebovala vrečku, sem jo našla. In sem si odločila, ok, zdaj pa, če sem že našla vrečko, bom to vzela. Prej nisem gledala, ali obstaja tu kakšne smeti, sem bila bolj v svojih mislih nekih. Zdaj pa malo tako gledam, ni veliko. Ker ko sem živela tam v bližini Celja, Javornik, in ko sem šla na, kako se reče, koča, toto, Savinjska koča, ne, Celjska koča, verjetno Celjska koča. In tam, ko sem šla, tam je bilo kar 2 velike vrečke za embalažo sem našla. Zdaj pa tu razumem, da moram res, hej, halo ljudi, gremo na sprehod ali gremo še kam. Ne smemo tega vržiti, to je tak gost, divji gost, naša mama narava, mama zemlja. In kar tako pustiti kako vrečko od piva ali še kaj. Ne more to biti tam. No to je naša zemlja, to je naše vse. Ona pa ne bo mogla tega očistiti. No, gledajte, kaj je tu. In to kar pogosto. Še ko sem živela v Ukrajini, tudi sem zbirala malo smeti. Ampak sem bila takrat bolj pripravljena. Danes pa nisem, ampak tukaj tako natančno sem prejela ta vrečko. Upam, da ne bo kakšne bolezni od tega. Bom se lepo oprala roke potem. Samo to ti čudež s ta vrečko, res. Vidite, to je kot od nekega, ali od sesalca, ali od kakih deli. Ena od kave, no, gledajte, kar sem našla od kave, pločevinka od piva, pa še pa kakva vrečka je bila od sneka, ali kruh sušeni, ali nekaj tak bil. Samo to, kaj sneg, mogoče to neki otrok vrgal, ampak zakaj otrok to vrgal? Ker mogoče je videl pri starših, da to vržejo. Ker to res, kaj gost lahko sam to kot prebavi ali na kak način gost to more urediti. Torej moramo to sami kontrolirati in tudi, če vidimo, da nekdo od naših prijateljev, znancev vrže nekaj v gozdu, moramo takoj mu povedati, da tako ne gre. Ker to je naša, gledajte kakva lepota. To je naša mama, to je zemlja. To je vse njeno. Ne smemo, mi smo tukaj vsi gosti. In ko meni pravijo tujec ali tujka, ti si gost tukaj. Pa mi smo vsi gosti na zemlji. Nisem nič presenečena. Torej, to je tak. Mi mislimo, da nekdo je gost samo v kakšni državi. Mi smo vsi gosti tu. Torej moramo spoštovati tega gospodarja, torej zemljo, ki je nas tukaj nam dovolila, da tu živimo. Ne vem, nekateri ljudi, ko vejo ali izvejo o tem, da sem pobirala smeti po gozdu. Fuj, kak pa si tu? Pa zakaj? Zato obstajajo službe. Pa ne rabimo kakšne službe. Če jaz grem mimo, zakaj pa ne vzamem? To ne sme tako biti. Mi moramo vsak nekaj dobrega narediti, vsaj za gost, vsaj za zemljo, zato da ne bo lažje. In to potem ti pride naprej. Enkrat sem videla en film. Daj naprej, ali mislim, da daj naprej, ali kak je bilo to. In tam je bila zgodba o tem, da če en drugemu naredil neko dobro stvar, drugi pa proba dati nekaj nazaj, vrniti, tudi pa mu pravi, ne, meni ne rabiš, daj naprej. Neko dobro naredi naprej. In potem
na koncu filma mislim, da ne spomnim točno, ne bom lagala, ampak nekaj je bilo, da na koncu toti, ki to je začel, je dobil od nekoga, komu tudi so naredili neko dobro stvar, dobroto. Torej to vse se vrne. Evo, za čisto Slovenijo